Kaj pa, če se razmere ne umirijo in že tako krhko premirje propade? Cene hrane v Sloveniji rastejo že leta, zdaj se ob gorivih dražijo še gnojila, plastika, aluminij. Kako bi lahko to udarilo slovenske kmete? Je ogrožena celo naša prehranska varnost. 24 ur dejstva z Miho Drozgom. Prva posledica iranske vojne je očitna: dražje gorivo. To v zadnjih tednih zelo občutijo še zlasti transportna podjetja. Amigos Transport, transportno podjetje, ki s 25 tovornjaki vozi zlasti na relaciji Slovenija-Italija. Iz tedna v teden višje cene goriva so, pripoveduje direktor podjetja Marko Prijatelj, zanje hud udarec. Nam prinese, pa smo dosti majhno podjetje v transportnem segmentu, dodatnih 25.000 evrov na mesec, tako da nam je to res ogromen strošek in ga bomo zelo težko pokrili pri strankah. Imamo zelo otežkočeno poslovanje. Medtem se zadnje dni, pripoveduje Prijatelj, večinoma ukvarjajo le še z birokracijo. Mi imamo preko 300 strank in to imamo ogromno dela, obveščanje, računanje, strankam je treba razlagati, tako da se zadnja 2 tedna bolj ukvarjamo z razlaganjem, zakaj takšna cena pri transportu, kakor z dejanskim transportom. Precejšnje zamude jim je povzročila tudi 8-dnevna vladna omejitev količine natočenega goriva. Zdaj teh težav nimajo več, a obeti, zaskrbljeno ugotavlja Marko Prijatelj, niso najboljši. Transportna panoga je ta prva, ki občuti te spremembe v gospodarstvu in že zdaj se začenja, ker so šle surovine v gradbeništvu in ostalih segmentih, ki so povezani z plastiko, tako gor, da se marsikje naročila že zmanjšujejo oziroma ustavljajo. In kolikšne so podražitve v zadnjem mesecu in pol? Cene severnomorske nafte Brent so se po podatkih Mednarodne agencije za energijo dvignile za več kot polovico. Včeraj po dogovoru o dvotedenskem premirju so sicer nekoliko padle, zdaj pa spet rastejo. In podražitve se, čeprav je vlada večkrat znižala trošarine, poznajo tudi na naših bencinskih črpalkah. Če sta liter 95-oktanskega bencina in dizla pred ameriško-izraelskim napadom na Iran stala slab €1,5, je bencin od včeraj 20, dizel pa več kot 40 centov dražji. In če se bo tak trend nadaljeval, pojasnjuje strokovnjak za mobilnost Andrej Brglez, utegne to že kmalu vplivati tudi na naše mobilnostne navade. Delamo manj voženj, vozimo počasneje, to se zdaj tudi že rahlo vidi, zmanjšamo hitrost na avtocestah, čez vikende delamo manj voženj, potem naslednji korak, če to traja nekoliko dlje, potem se začnemo obračati k javnemu potniškemu prometu, k deljeni mobilnosti in k vsem ostalim alternativam, ki so nam v daljšem obdobju potem vedno bližje. Že v kratkem, če premirjem ne bo zdržalo, še pojasnjuje Brglez, lahko pričakujemo tudi povečano povpraševanje po električnih avtomobilih. Lani je bilo sicer prodanih dobrih 6.000 električnih avtomobilov, še enkrat toliko kot leto prej. Narašča tudi število hibridov in priključnih hibridov, je pa nekoliko upadlo zanimanje za klasične avtomobile. Prodaja bencinskih se je zmanjšala za slaba 2%, dizelskih za skoraj 10%. Za približno 70% se je od začetka vojne podražil tudi plin. Pri elektriki, pojasnjuje dr. Tomi Medved, predstojnik laboratorija za energetske strategije na Fakulteti za elektrotehniko, pa vsaj za zdaj, ker prihaja poletje, tako drastičnih podražitev ni pričakovati. Evropska unija je že spodbudila države, oziroma opozorila, naj začnejo čim prej polniti skladišča za prihajajočo zimo. In zato lahko pričakujemo, da bodo najverjetneje, če se bo vojna nadaljevala, cena plina še rasla, medtem ko v cena elektrike, vsaj na dnevnem trgu, zaradi lepega sončnega vremena v prihajajočih, upajmo na lepo sončno vreme, v prihajajočih mesecih, zna biti ravno kontra, zna biti nizka kljub krizi na plinu. Podražilo se je tudi kurilno olje oziroma gorivo za kmetijstvo. Pred letom dni je liter stal nekaj čez €1, od včeraj dober €1,5. In kaj to pomeni za kmete, ki se po drugi strani spopadajo z vse nižjimi odkupnimi cenami? Traktorji, delovni stroji.
To danes za kmeta nikakor ni luksus, pač pa nuja, pripoveduje Boštjan Slemenšek. Včasih se dela z voljem, zdaj v tej cajti ne moramo iti več nazaj. Ne vem, kako bi se to obdelali. Imamo ve, da traktorji morajo biti sposobni, pa morajo biti efektivni. To je osnovno sredstvo in tudi kot takšen traktor tudi ima eno porabo. Lihtale, na primer, zdaj smo imeli setev jarih žit, smo nasejali 18 hektarjev. Za 18 hektarjev jarih žit smo mi pokurili cirka 1600 litrov goriva. Če so zanj še januarja odšteli 1600 evrov, zdaj dobrih 700 evrov več. 100% podražitev bo nastala prej kot slej. In nam grejo pa cene, duje. In to ne gre skupaj, no, a vete, že tak evropski kmet, slovenski kmet ne more evropskim konkurirati. Kam šele, bi rekel, Argentini, pa ne vem kam vse, mi smo res dejansko bomo na robu preživetja. Ob tem pa še vse višje cene gnojil, plastike, aluminija. Le še vprašanje časa je, kdaj se bo to prelilo v višje cene hrane na trgovskih policah. Kar se tiče prehrambenega blaga in teh vplivov naftnih derivatov, transporta in podobnega, to ocenjujemo, da če se bi ta kriza stopnjevala, pa seveda posledice stopnjevale, bi bili vidni tam nekje v maju. Moramo vedeti, da se bo vse podražilo. Je pa na drugi strani pa zelo zanimivo, da nam kmeti in kmetijski pridelki se nam pa podcenjujejo, oziroma odkupne cene za kmete so pa z dneva dan manjše. Odkupne cene mleka so po podatkih kmetov pol leta padle za četrtino, kilograma mesa za 20 do 30 centov. Hrana se je medtem v zadnjem letu podražila za skoraj 4%, v zadnjih 5 letih za več kot tretjino. Najbolj za skoraj četrtino se je v preteklem letu podražilo goveje in telečje meso, svinjina za 7%, perutnina za 5%. Surovo in polnomastno mleko je 6% dražje kot pred letom dni, kava 17%. Ekonomist dr. Mojmir Mrak pa ob tem opozarja, če se bo vojna nadaljevala, bodo posledice zelo široke in še zdaleč ne bodo omejene le na višje cene nafte in logistične težave. Zelo pomemben kanal, ki zdaj še ni kaj hudo problematičen, je finančni kanal. Mi že vidimo reakcije, kar se dogaja na trgih delniških, kar se dogaja z obveznicami in tudi končno tečaji se so začeli spreminjati. In pa potem jasno, četrta stvar je pa, da se cela svetovna ekonomija, bi rekel, razrukava in to pomeni neko nesigurnost, ljudje manj trošijo, firme manj investirajo in jasno, rezultat tega je, če bo to trajalo, nižja gospodarska rast, inflacija in pa se lahko srečamo s tem, kar je zdaj že precej več govora, kot je bilo po izbruhu z tako imenovano stagflacijo. Podrobneje o tem, kaj nas čaka, če se razmere ne umirijo, tudi na 24ur.com in v sobotni rubriki 24 ur inšpektor.